Mir z vsemi vami. Želim vam eno blagoslovljeno nedeljo in pa tudi nadaljevanje življenja. Ne, da samo en dan blagoslov, pač pa celo naše življenje naj bo za istino sprevajano, preživeto v Božjem blagoslovju, v Božoj prisotnosti. Znate, odvisni smo od Božjih blagoslovov in to vidimo na vseh področjih naših življenj. Je tako? Amen. Amen. Prišel je tudi dež. Blagoslov. Jel tako je to blagoslov? In tej blagoslov smo prosili Gospoda. Prosili smo ga deža. In eno pitanje. Ali si se resam iskreno zahvalo Gospode Bogu za tej dež? Za tej blagoslov? Haleluja. Ja, dragi moji, to dela kristjane najčešće od drugih. Hvaležnost Bogu. Iskrena hvaležnost Bogu. Zato, ker imamo to zavedanje, ker smo v vsem popolnoma odvisni od njega. Smo resno hvaležni Gospode za vse. Vsak naj sam da sebe in pa Bog je odgovor na to pomembno vprašanje. To je pomembno vprašanje. Zato, ker ide se tudi za odnos do Boga. Ali sem hvaležen Bogu. Zadnja nedelja 7. meseca toga leta, polovica počitnic, geste deca, malo vas gejtu, polovica počitnic je gotova. Ja. Žal, polovica počitnic je gotova, polovica dopustov je gotova, žejtev je po Božji milosti pospravljena. Aleluja. In bili smo obvarovani. To je Božja milost. To je Božji blagoslov za nas. In zato se splača Bogu zahvaliti. Kako ocenjuješ svoje življenje v tom letu? Kakšno oceno bi dal sam sebe? 5, 4, 2, uspešno, zelo uspešno
ali pa se nezadovoljen s svojim življenjem. Večino takšnih ocen, dragi moje, če se zavedamo ali ne, mi gledamo skozi materialna očala. Gledamo skozi materialne ali pa finančne dokaze, skozi uspehe, skozi dosežke, skozi nazive, skozi to, ko mi v svojem življenju dosegnemo. Pa je vse to je resno, to najbolj pomembno. Je to vse, ko se tiče naših življenj? Ko pa duhovno področje? Ko pa duhovno področje? Ko bi na tom področju ocenil sebe, svoj napredek ali pa nazadovanje? Ne drugega, sebe osebno, ko bi sebe ocenil. Mnogi si mislijo, ko so sveti na podlagi tega, ko vidijo in pa ocenjujejo druge ljudi. Ja. Kako misliš, ko tebe Bog ocenjuje? Kako misliš, ko bi tebe Bog ocenil? Tvoje besede, tvoja dejanja, vse postopke, odnose z njim, pa odnose z drugimi. Dragi moji, skozi celo Biblijo imamo primere, kako so ljudje gledali sebe, svojo svetost in kako je Bog gledal človeka, kako Bog vidi človeka. In dnes je isto. Dnes je isto. Moramo se zavedati toga, kaj je nad nami, kaj obstaja Bog. Šteri vidi tvoje kompletno življenje, to, kako je sestra tu pravila. Vidi kompletno moje življenje, vsako najmanjšo in tu velike, ogromne stvari. Bog se to vidi, zato bojmo trezni, bojmo razsodni, bojmo objektivni, kako se gnezdej moderno pravi, kamo videli svojo resnično, svojo pravo podobo. Toga mi v svoje moči nemo zmogli in zato je, dragi moji, poslani Sveti Duh. Ka nam na tom področju pomaga. Zato je Bog poslal Svetega Duha za mene, za tebe. Ka nam na tom področju pomaga, ka bomo videli sebe v takšni luči, kot nas Bog vidi. Jezus je učencem tako pravi, da se je poslavljal od njih v Janezi 16. tale, 13 in 14, tako štejmo. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico. Ne samo delno, kamo videli drugoga. Vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Ali se zanašaš na njega, si odvisen od njega, se daš povčiti od njega? On, Sveti Duh, vas bo uvedel v vso resnico. Haleluja! Haleluja! Dragi moji, učimo od Jezušovih čudežov, šterimi je služil ljudem tistega časa, da je bil Jezus tu na zemlji. Služil ljudem okoli sebe, šterimi se je srečaval in to so tu nauke za nas, dnes, za mene, za tebe, za vsakoga, šteri posluša Božjo besedo. In to jutro bomo poslušali, bomo gledali v drugi Jezušov, drugi mesijanski čudež, torej drugi čudež, za šteroga so takratni verski voditelji, takratni verski učitelji bili prepričani, kada ga leko včino edino Mesija do pride. Nišče drugi toga ne da mogo včiniti, edino Mesija do pride, on da to zmožen včiniti. Prejšnjo nedelo smo gučali o ozdravitvi, o očiščenju izraelskega gobavca. To je bil čudež, šteroga nišče drugi ne mogo včiniti. Jezus je včinil to, ko so pričakovali od Mesije, da on pride.
očisto daleko izraelskega gobavca. Ale kljub 10 dokazom, naj bil samo tisti eden gobavec izraelski, pa sledi še 9, kljub 10 dokazom, veliki duhovniki so Jezuša ne razglasili Mesijo. Če glika so mogli priznati, kaj se je zgodil mesijanski čudež in po svojem lastnom prepričanju, po svojem lastnom včenju bi to oni mogli včiniti, pa so ne. Torej, Jezušovo prvo zahtevo za priznanje, ka je Mesija, so Izraelci, so verski voditelji tistega časa odbili. To je nič, ne, mi to nemo sprejemali, to je ne to. In dnes smo pogledali drugo stvar, lahko stanemo gor ob Božoj besedi in preštejmo Jezušovo drugo to povedano zahtevo, ka se njeme prizna titula Mesije. Preštejmo v Matejovem evangeliju v 12. poglavje od 22. pa do 3. vrstice Božjo besedo. Tu štejmo to. Tedaj so mu privedli obsedenega, ki je bil slep in nem. Ozdravil ga je, tako da je nemi govoril in videl. Vse množice so bile iz sebe in govorile, ali ni morda ta Davidov sin? Farizeji pa so to slišali in dejali, ta izganja demone zgolj z Belzebubom, poglavarjem demonov. Ker je poznal njihove misli, jim je rekel, vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. Če torej Satan izganja Satana, je proti sebi razdeljen. Kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? In če jaz z Belzebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi ali vaši učenci? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa jaz z Božjim duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ali kako mora kdo vstopiti v hišo močnega in mu zapleniti premoženje, če močnega prej ne zveže? Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Nebeški Oče, hvala tebi za tvojo drago svetu reč, štelo si nam tu njo zapisano za nas, kot vodilo za naša življenja, za naš odnos do tebe, za naš odnos eden do drugega. Pomore nam razumeti to, ko ti praviš o tvojoj reči in to prenesti v svoja življenja, kamo za istino živeli v tom, ko je tvoja sveta vola. Blagoslovi moje brate, blagoslovi sestre, blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga, šteri posluša tvojo drago svetu reč. Blagoslovi tu mlade, tom ženovli, Gospod dragi, guči v nju v življenja in se jih dotekne, ka bi bili za istino poslušni tvojo reči. Prosim te tudi za tiste, šteri so ne tu, za tiste, šteri so na oddihi, šteri so na dopusti. Blagoslovi jih in daj jim ti počitek njova tela, ka pridajo v enoj novoj moči nazaj in bomo vkuper slavili, proslavljali tebe, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, ker edino ti si toga vreden. Amen. 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 Že zadnjič smo videli, ka so takratne verski voditelji, učitelje postave, ka so bili zelo, zelo znajdljivi, da je trebalo kaj pojasniti, da je trebalo kaj razložiti. Bili so znajdljivi, sikdar so našli nika, ka so opravičili svoje dejanje, svoje postopke. In kako so imeli obrazložitev za ozdravitev izraelskega gobavca, pravzaprav so ne imeli obrazložitve. Nika so ne pravili, ne so reagirali, enostavno so ne priznali to, ko se je zgodilo. Tako so imeli tu
obrazložitev za ozdravitev, za osvoboditev nemoga obsedenca. Toga v tom dogodku smo to prešteli. Pogledajmo malo ozadje. Takratne rabine, učitelje in pa njihovi učence so imeli vsakodnevno opravka z izganjanjem demonov. Dostakrat so v svoje življenje tirali vrage z ljudi. Tudi tom je ne bilo. Tudi tom so to delali. Če so se ne strinjali z nekakim, če je nekak delo to, ko njih ne poslalo, so ga hitro označili, kaj je obsedene. Hitro so ga označili, kaj ima vraga, kaj ima demona. In tako je bilo tudi tu. Tudi v tom primeru je tako bilo. Ali moramo razumeti, demone so te in tu gnez povzročale različne nevšečnosti, milo povedano. Različne stvari, različne strašne stvari so povzročale. In v Bibliji imamo opisane 4 glavne stvari, 4 glavna področja, kje so demone škodile ljudem. Kje so demone delale strašne stvari. Kot najprej, kot prvo so delale, so povzročale duhovne motnje, duševne motnje. Matej 28. veršoš to štejmo, imamo to zapisano. Bili so nasilne, delale so nasilnost, kad so ljudje gratale nasilne. Luka 8, 26 do 29, to lahko preštejte doma. Povzročale so telesne bolezni. To, kako smo tu v Mateju 12. tale prešteli in tudi na drugih mestah je ista stvar, podobna stvar opisana. In pa demone predvsem povzročajo upor proti Bogu. Razodetje 16. tale, 14. veršoš imamo to zapisano. In so še druge stvari, štere povzročajo demone, ali mi smo šli nazaj na tekst, šterega smo prešteli, kot vodilo za razmišljanje o Božoj besede v tom jutri. Torej, ko Jezus je bil pripeljan človek, šterega je demon oslepo in ga napravo nemoga. Torej, tej človek je ne videl in je ne mogel gučati. Zamislite se človeka, štere ne vidi in ne more gučati za volo toga, kaj ga je šotan napadno, za volo toga, kaj ga je šotan obsedel. Ko se je dogajalo v njegovom življenju, to ne imamo zapisano, ali sigurno nika ne dobroga. Sigurno so ne bile to prijetne stvari, to so mogle biti strašne stvari. In ljudje okoli njega, drugi ljudje, vidimo, to smo prešteli, kaj so drugi ljudje, ki Jezus je pripeljali toga človeka. Ljudje okoli njega so to opazovali, so to gledali in ne so imeli nikše moči. Bili so nemočni glede njegovega stanja. Nikar so ne mogli ukreniti. In da je človek, dragi moji, v tak nezavedljivom položaju, v takšoj strašnoj situaciji, do njega nikšega izhoda, koli njega ne vidi nikšega izhoda, ne rešitve situacije, te je še bolje odpreti za različne zunanje vplive, za različne priložnosti od zunaj, od vinej, od druge strani. In tudi te ljudje so bili pozorni na to. Videli so, kaj so brez moči, kaj je tej človek sam brez moči in so iskali način, kaj bi tome človeke pristopili, kaj bi tome človeke pomogli. Te ljudje, koli toga obsedenca, so tudi tako postopali. Zakaj?
Že sem pravil, kad so takratne učitelje imeli razlage za mnoge situacije v življenju. Tudi ko se tiče obsedence, štere so bili obsedene, so imeli načine za njuvo izganjanje, za izganjanje demonov. Imeli so način, kako leko izženejo demona iz človeka, šteroga je obsedel. In v tom so bili tudi uspešni. Bili so uspešni. V tom, gdje je to resnično bilo potrebno. Zavolo toga, ka te egzorciste, znači izganjalci duhov, so poznali način, so znali na kakšen način se leko proti postavijo demone in toga demona te izženejo iz človeka. Znali so na kakšen način je to možno činiti. In v tistem času se je izganjanje demonov sestavljalo iz 3 korakov, iz 3 stvari, štere so mogli une spremljati, štere so mogli une slediti, kaj so leko bili uspešni. Najprej je te izganjalec duhov mogel vzpostaviti kontakt s tem demonom. Znači, demon se njimi je oglasil, demon se njimi je javil in zato je ponudil glasilke toga človeka, v šterom je bil nastanjen. Potom je mogel te človek spoznati ime demona. Kako se imenuje? Zato, kad bi te v končnoj fazi to ime leko ponudil, kad bi ga iztiral iz človeka, kad bi ga vzegnil iz osebe. In takšen način, če štejmo Božjo besedo, takšen način je tudi Jezus ponudil, da se je soočil z obsedencem v Marki 5 tale. Par preštite doma to. Da se je soočil z tistim obsedencem, te v 9. vrsti piše tok, Marko 5:9. Na to ga je vprašal, kako ti je ime? Znači, spostavil je kontakt s tem demonom in te prave, te demon je mi odgovarja, Legija mi je ime. Ja, to je bil, tu je Jezus ponudil te židovski način, kaj je izgnal toga demona. Ne, kaj je leko, Jezus je leko. Ali tu v tom primeru je ponudil židovski način, kaj bi leko izgnal demona. Vzpostaviti kontakt, zvedeti ime in te demona izgnati. In na podlagi toga postopka, na podlagi tej 3 korakov, pa je obstajala ena vrsta demonov, štere ne bilo mogoče izgnati. To je bilo prepričanje takratnih verskih voditeljev, učiteljev. In to so bili demone, štere so osebo napravili nemo. Zavolo toga, ko oseba ne mogla govoriti, ne bilo mogoče vzpostaviti kontakta z demonom in spoznati ime demona, štere bi te uporabili za izgnanje toga demona. Ali takratne učitelje, pravo sam, kad so oni našli vse fele stvari, oni so bili znajdljivi, kad so upravičili svoje stanje, takratni učitelji so včeli, kad do pride Mesija, on daleko izgnal takšnega demona. On daleko to včino, ko nišče drugi ne mogo včiniti. Dragi moji, on, naš odrešenik, Jezus Kristus, leko včini to v tvojom osebnom življenju, ko nišče drugi ne more včiniti. Aleluja. In zdaj v tom dogodku se je zgodil te drugi mesijanski čudež. Zgodil se je čudež, šterega nišče drugi ne more včiniti, kako edino Mešijaš do pride. In tom, dok štejmo, tom so bili prisotni tudi farizeji.
Tudi farizeji so bili prisotni, torej verski voditelji, štiri so bili priče toga, ko se je zgodilo. Bili so priče mesijanskega čudeža, bili so priče, kaj je resen Mešijaš med njimi. Bili so priče, tam prisotni so bili. In gledajte, kakšna je bila reakcija ljudi. Najprej pogledamo reakcijo ljudi, štiri so tam koli bili. In te ljudje so tudi to videli. In oni so imeli v ozadje včenje svojih verskih voditeljev. In zdaj so videli, ko se je zgodilo. In vse množice so bile iz sebe in govorile, ali ni morda ta Davidov sin? Ali ne je to mogoče Davidov sin? Množice so pravzaprav postavile eno pitanje, ali ne je to Mesija? Sin Davidov je bil namreč uradni naziv za Mesijo. In te množice so na podlagi dejstev, ne samo tako na slepo, na podlagi dejstev, učenja svojih voditeljev, toliko so jih voditelji včili, toliko so bili navčeni na podlagi toga in pa na podlagi dogodka, štiri se je gli zgodil, na podlagi toga dogodka so logično zaključili, pa to ne more nikaj drugo biti, kot kaj je Mešijaš med nami, kaj je Mesija prišel, to more biti Mesija. Tako so bili navčeni, kada takše stvari leko delo, edino Mesija do pride. To je bilo stališče množic. Postavili so vprašanje, ali na drugoj strani imamo verske voditelje, štiri so imeli na razpolago dve odločitve. Imeli so na razpolago dve odločitve. Kot prvo, ko pripoznajo Jezuša kot Mesijo in kot drugo, Jezuša kot Mesijo odbijajo. Dve možnosti. Dragi moji, dragi prisoten, dragi poslušalec, tu dnes imamo mi, jaz in ti, imamo na izbiro samo dve možnosti. Jezuša spremljamo za svojega osebnega odrešenika, ko ga spremljamo v svoje življenje, ali pa ko ga odbijamo. In farizeji so seveda izbrali tisto drugo možnost in Jezuša odbili kot Mesijo. Ne so ga priznali, če glika so imeli jasen dokaz. Če glika so na podlagi svojega včenja videli, ko se je zgodilo in na podlagi toga bi oni mogli prepoznati, ja, to je Mesija. Ali ne. In zato, ko so napravili prav te tome, ko so včili, so oni mogli prinesti, mogli so dati odgovor, mogli so dati argument, mogli so dati eno poročilo, ko tako povem, zakaj je to zdaj nevčinjeno, zakaj je Jezus nepriznane kot Mesija, če glika se je zgodilo to, ko so oni včili. In te so pravili tako, ko Jezus nikak ne more biti Mesija za voljo toga, ko je on sam obseden z demonom. To je bila njegova službena razsodba in pa utemeljitev, zakaj Jezus ne more biti Mesija. In dragi moji, tu je bil Jezus dokončno odbiti s strani Izraelcev. To je bil eden prelomen trenutek. Ko so Jezuša odbili kot tistega, štiri je prišel kot Mesija. In
od toga trenutka naprej se je Jezusovo služenje spremenilo. Jezus je več ne davo znakov, ne davo znamen Izraele, ne davo več znamen, kaj je on resen to, ko so pričakovali, ko so jih včili. Ne je davo več znakov, pač pa se je bolje posvetil svojim učencom. Bolje se je posvetil pripravi svojih učencov za to, kod je njova naloga v budućnosti. In če štejmo dole od Mataja 12, te mu videli. Te videli, ka se je njegov način delovanja spremenil. Od tu naprej, bar čtite Božjo besedo, te videli, ka je Jezus začel gučati narode v prilikaj. In te slede je svojim učencom razlagal, kaj to pomeni. Jezus njim je do toga trenutka njim davo znamenje. Gdje sam te, štere ma priti, gdje sam Mesija. Ali zdaj naprej je bila vse skrivnost. Skrivnost, ka so več ne razmele. Več so ne razmele, ko pravzaprav Jezus njim guči. In kot odgovor farizejem je Jezus navedel 4 izjave, 4 dejstva, ki bi to povedal na sebe brano. Glede te njove izjave. In kot prvo v 25. in 26. veršu še pravi, ka njov zaključek ali njova izjava ne točna. Zavolo toga, ka bi se te šatanovo kraljestvo razdelilo in te več ne obstaja. Znači, da se ena država razdeli, te tista država več ne obstaja. Obstaja neka drugo. 25. veršu štok štejmo. Ker je poznal njihove misli, jim je rekel, vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. Če torej Satan izganja Satana, je proti sebi razdeljen. Kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? Kako je obstonilo njegovo kraljestvo, če on sam sebe vytira? Druga stvar, štero je Jezus prav v 27. veršu še njih pita. Sprašuje, že sam prav, prlej, ka so imeli opravka z demone. Te verski učitelji, verski vodje so imeli opravka z izganjanjem demonov. In pravi to, če jaz z Belzebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi ali vaši učenci? S kim jih pa te torej jih te tu s šatanom izganjajo. Znači, mene pa niste postavili v isto stvar, v isti koš, tako povedano. In Jezus pravi, zato bodo oni vaši sodniki. Jezus ti pravi, ka svoje učence, farizeji svoje učence postavljajo v isto vrečo in do tu njim mogli davati odgovor za to, ko so zdaj izjavili. Tretja stvar, v 28. veršu še Jezus pravi, ka je na podlagi včinjenega čudeža resnično Mesija. To smo prešteli. Če pa jaz z Božjim duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Znači, Božje kraljestvo je bilo to prisotno. In dragi moji, gdje je Jezus prisoten, gdje je Jezus sprejeti, to je Božje kraljestvo. To je že prisotno Božje kraljestvo. In dole 4. stvar, štero njih Jezus pravi, v 29. veršu še naprej pravi, kaj je nad šatanom, kaj je močnejši in kaj je pod nikšim pogojem ne podrejene šatane. Se spomnite, da je bil preizkušan v puščavi Jezus?
Ko je probal te na konci šotane? Boga mole. Boga mole. In njeme samome služe. Ne, kamo ge tebe služo. Ali kako mora kdo vstopiti v hišo močnega in mu zapleniti premoženje, če močnega prej ne zveže? Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. In te ključna stvar. Kdor ni z menoj, je proti meni. Ostre besede. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Dragi moji, kog te v tistom čase, tok tu gnes imajo mnoge svoje razlage, ka Jezuša ne sprejemajo kot svojega osebnega odrešenika. Imajo svoje razlage. Pa ne mre biti samo eden. Pa vse poti vodijo v nebesa. Jezus pravi tako, jaz sem pot, resnica in življenje. Nišče ne pride k oče drugače kot po meni. Ste gjer v literature verskih voditeljev zasledili kaj takšega? Ne, zavolo toga, da nišče je ne bil Božji sin. Zato Jezus leko pravi, ge sem pot. In zato je to pomembno imeti oseben odnos z njim. Mnogi ne sprejemajo Jezuša kot osebnega odrešenika. In vsako takšno odbijanje prinaša tragične posledice. Prinaša tragične posledice. Že sem pravil, od 12. tala Matejevega evangelija naprej se je Jezušov način delovanja spremenil. Če te pozorno šteli, te to opazili. In če te šteli naprej, od tu naprej, te se pojavilo eden izraz. Jezus imenuje, Jezus goči na več mestaj o hudobnom in pa tu o prešeštnom, o pokvarjenom rode. Torej o rode, o generaciji ljudi, štere so Jezuša odbili kot Mesijo. Dragi moji, stegnom Biblija pravi, kaj vsaki štere Jezuša ne sprejema kot osebnega odrešenika, hudoben v Božjih očeh. Težke besede, vendar to pravi Božja beseda. In dragi moji, v duhovnoj borbi, štero se moramo soočati, v duhovnoj borbi z našim neprijateljem, smo popolnoma odvisni od Božje pomoči, od Božje moči. Ne jaz, od Božje moči. Zato, dragi moji, ne odbijajmo njegovih nasvetov, njegovih pričakovanj, njegovih spodbud. Jezus sam pravi v Janezi 12. tale, dole pravi tok 48. veršoš, kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed. Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed, ima nad seboj sodnika. Beseda, ki sem jo govoril, ta ga bo sodila na poslednji dan. Skozi Božjo besedo, dragi moji, smo opozorjeni, da naj spremljamo Jezuša v svoja življenja in vkuper z njim idemo naprej. Idemo do toga večnega cilja. Edino tako se pride do toga večnega cilja v Božoj prisotnosti. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Dragi moji, tisti rod, tista generacija Izraelcev, štera je Jezuša videla na svoje lastne oči. Štera je doživela Jezuša osebno. Štera je imela to svedovstvo z prve roke, je zapravila svojo priložnost.
je odbila Jezusa kog Mesiju. Pazi, dragi prisoten, pazi, dragi poslušalec, kad ne včiniš iste napake. Kad ne včiniš iste stvari, kog je včino tisti rod. Šter je odbil Jezusa kog Mesiju. Pazi v tvojem življenju, kad ne ostaneš duhovno slepe in duhovno neme, brez besed, zavolo odbijanja Jezusa doguči v tvoje osebno življenje. Amen. Amen. Leko sklonimo glave v molitve. In dragi prisoten, dragi poslušalec, če je Božja beseda gučala v tvoje življenje in mogoče vidiš, kad nucaš eno obnovitev odnosa z njim in tu eden s drugim, zajeti čas. Ne čakaj na jutro, kad ne veš, če da jutro je še priložnost. In če želiš, kad se molimo v toj stvaraj za tebe, leko zdigneš tvojo roko, leko daš znak. Amen, amen, amen. Gospod vidi tvoje srce, vidi tvoje življenje. Amen. Gospod te želi ohrabriti, želi te ojačati, želi ti dati novo moč za tvoje življenje. Kad boš leko šel z njim naprej. O nebeški Oče, hvala je tebe. Hvala je tebe za tvoju veliko ljubezen. Hvala je tebe, ka tvoja ljubezen ještě i tak traja za vsakoga, štere tebi zavipa, štere tebi vrđe. Tvoja ljubezen še i tak traja do človeštva. In zato si ti dal najdragocenejše, ko si imel. Kad bi človek ne ostano zvezane s Satanom, kad bi ne ostano zvezane v grehi, kad bi leko bil osvobojen. Ali ti nikome nikad ne siljuješ. Pač pa čakaš, pričakuješ, ponižno pričakuješ tistoga, štere pride k tebe. In imamo obečanje, kad tistoga, štere pride k tebe, ne odvržeš. Pač pa ga spremljaš, pač pa ga osvobodiš, ga ozdraviš in mi daš eno novo šanso, novo priložnost in novo moč za naprej. Hvala je tebe, nebeški Oče, da je tvoj sin Jezus bil poslušen tvojimi glasi. Jezus, dragi, hvala je tebe, da si to učinil iz ljubezni, da si odrešil ete svet iz ljubezni. Pomoreno, ka po duhi tvojom zaistino spoznamo to vrednost. Spoznamo to, ko je včinjeno za nas osebno in to spremljamo v svoje življenje. Duh Sveti, pomore vsakome, kad bi zaistino videli svojo situacijo, kad bi videli svoje stanje in tebe prosili za pomoč, kad bi nas ti leko pelo skozi vsako preizkušnjo. In nebeški Oče, hvala je tebe. Zdaj v tom trenutku leko doživljamo to, ko ninder ne moremo doživeti edino pri tebe. Jezus, dragi, hvala je tebe za vsakoga prisotnoga, za vsakoga poslušalca. Hvala je tebi tudi za tiste, štere so v betegi, za naše prijatelje, za naše sosede, za naše znance, za našo rodbino, za tiste, štere so v problemi, štere ne vidijo izhoda. Jaz te prosim, kad se tudi njih dotekneš, kad jih zagrneš za tvojo ljubeznivo v rokov, kad ozdraviš to, ko je betežno, kad osvobodiš to, ko je zvezano, kad odrešiš to, ko je notro zarobljeno. Za volo slave tvojega imena, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa do večnosti. Amen. 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 Blajžene tok blagoslova ide v naša življenja. In zato boj hvala njeme, našome odrešenike Jezuše Kristoše. On dava, dragi moji, to večno radost v naša življenja. In zato za istino z radostjo pojmo naprej. Spevajmo Gospode in dajmo njeme slavo, hvalo in čas. Zato, ka v Jezuše imamo zveličanje. Amen. Amen.